Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo malce bolj od blizu pogledali delovanje Stranke modernega centra. Z nami tako na lokalni kot na državni ravni, z nami v studiu je občinski svetnik pa predsednik lokalnega odbora te stranke, gospod Gašper Koprivšek. Živjo. Lepo pozdravljen, me veseli, da so po dolgem času zopet na pogovoru v tvojem oziroma vašem studiu. Pa da ni to volilna kampanja, ne? Tako, je toliko na nek način bolj prijetno. Ja. Mi dva se ob kavici tikava, tako da se bova tudi v oddaji, ne? Pa najbolj, da kar začneva pri lokalnem odboru SMC-ja v Zagorju. Dva občinska svetnika imata, kako je pa kaj z članstvom, ti si tudi predsednik lokalnega odbora, je bolj nova stranka, ampak zdaj je pa že nekaj časa na političnem zemljevidu. Ni več popolnoma nova stranka, imaš prav, kmalu bo pravzaprav 2 leti od same ustanovitve. V tem trenutku pa je 1,5 leta od zadnjih lokalnih volitev in tik pred lokalnimi volitvami je bil tudi ustanovljen lokalni odbor, ki ga pač vodim od samega začetka. Občinska svetnika sva dva, Natalija Stošicki in pa moja malenkost. In moram reči, da kar složno in zelo uspešno, po mojem mnenju zelo uspešno delujeva v občinskem svetu. Lokalni odbor je pa, recimo, da je to približno 15 članov, čez palec ali pa kakšen več. Tudi v zadnjem letu se je kdo na lastno pobudo pridružil naši ekipi in pravzaprav imamo neke zelo kvalitetne odnose, po mojem mnenju. Jaz kot predsednik se trudim pač delati na tem, da se razumemo, da se poslušamo, da vsak, ki ima neke interese delovanja v javnem prostoru, da do tega tudi pride, se pravi, da ima vzpodbudo tudi z moje strani, torej strani predsednika, in da je to neka skupina ljudi, ki se med seboj spoštujemo in na nek način organsko delujemo. Glede na uspeh na državnozborskih volitvah, kjer je stranka prepričljivo zmagala, pa kjer so vsi trije zasavski kandidati prišli v državni zbor, tudi s tvojo pomočjo nekako si koordiniral tudi njihove javne nastope, tudi na naši televiziji so se predstavili, je bilo potem mogoče pričakovati večji uspeh na lokalnem odboru, pa mogoče tudi več članstva v posameznih občinskih odborih? Kar se tiče članstva v stranki, torej v lokalnih odborih, je tako. Dovolil bi si primerjavo recimo z LDS-om v Zagorju v tistih najboljših časih njihovih, ko mislim, da nikoli ni bilo več kot 25 članov. Pa je bilo to takrat, ko je bil Janez Drnovšek predsednik vlade, Matjaž je bil že nekaj časa župan, ampak nekako ni, ne LDS takrat, pa tudi SMC zdaj, ni izrazito stranka z masovnim članstvom. Čeprav seveda si želimo, da bi bilo članov še več, ampak ni to primarno. Pomembna je kvaliteta, ponavadi bolj kot pa kvantiteta, in to velja tudi za ta primer. Kar se tiče pa uspeha na državnozborskih volitvah, ki ste ga omenili, no res je, takrat sem bil naprošen strani vodstva SMC-ja, da nekako pomagam po najboljših močeh v Zasavju. To je bilo precej takrat, bom rekel, ogromno improviziranja. V našem primeru me je takrat veselilo, da je bilo to uspešno improviziranje in da so pravzaprav vsi trije kandidati tudi uspešno vstopili v državni zbor. Jaz sem jim nekako zadaj koordiniral od medijskih dogodkov, sem jih na to pripravljal, organiziral sem jim zadeve, praktično sem skoraj za vse skrbel takrat. Mislim, da je bil tudi takrat zdajšnji predsednik vlade, dr. Miro Cerar, na prvem obisku izven Ljubljane, prav v Zagorju, ne? Drži, to se zelo dobro spominjate. Hvala, ker se spominjam, ne? Tako, dobro se spominjate. Ste me spomnili na to.
Se tikava, ne? Oprosti, ja. Ja, se tikava, oprosti. Ja. Dobro se spomniš. Takrat je Miro Cerar na prvi obisk izven Ljubljane prišel v Zagorje in potem, če se prav spomnim, je pot nadaljeval v Brežice in moram reči, da ga ni bilo lahko dobiti oziroma zorganizirati, da pride sem. Nek večer sem tja do enih zjutraj, mislim, da smo bili na telefonih, da smo uspeli uskladiti termini. Mislim, da je bilo tudi to pomemben del tiste kampanje. Tole še okrog članstva. Kaj pa je sploh pogoj, kako nekdo postane član, recimo, lokalnega odbora v Zagorju? Ja, najlažje je tako, da me pač pokliče, ne? Ali mene ali pa poslanca Marjana Dolinška. So kje prostori, kjer tudi... Prav lastnih prostorov lokalni odbor kot takšen nima. To je konec koncev povezano z nekimi stroški in zaenkrat smo nekako ocenili, da morda to ni potrebno. Je pa seveda poslanska pisarna na voljo, kjer poslanec Marjan Dolinšek tudi funkcionira, tako da, kar se tiče te fizične infrastrukture, je bilo do zdaj nekako to dovolj. Torej se da tako, lahko pa tudi verjetno prek elektronskih komunikacij, ne? Elektronsko, po telefonu, kakorkoli, ne? Tudi če bo kdo recimo poklical na stranko v Ljubljano, bom zelo hitro dobil to novico in potem kontaktiral naprej. Tudi do zdaj je pač takšna praksa pri tistih, ki so prišli na novo. Kakšno je vajino delovanje v občinskem svetu? Kako potekajo recimo priprave na posamezne seje? Je to kaj prej širšim članstvom kakšni sestanki ali bolj tako, da kar bolj sama solirata? Ne bi rekel, da solirava. Če se le da, če je dovolj časa, če nam službe dopuščajo konec koncev, se prej praviloma dobimo, predebatiramo tiste predloge oziroma tiste točke, ki so predlagane na dnevnem redu za občinsko sejo in dostikrat pa imamo seveda tudi svoje predloge. Tako da v tem smislu, kot sem že prej omenil, kakšne odnose imamo v lokalnem odboru, smo tudi v tem vsebinskem smislu zelo odprti do naših članov v lokalnem odboru in se dogovarjamo, pogovarjamo in pravzaprav so to čisto ene odprte zadeve. Ste si z drugo svetnico kaj razdelila področje delovanja? Do neke mere sva si razdelila. Zdaj, glede na to, da sva samo dva, je ta seveda razdelitev niti ni tako bistvena. Treba je preprosto funkcionirati, sodelovati, biti proaktiven, kar seveda ni vedno lahko, če si že sicer zelo zaposlen in pravzaprav z Nataljo so oba precej zaposlena. Ampak do neke mere sva si le razdelila. Ona je precej močna na finančnem področju in na področju evropskih kohezijskih sredstev. Pretežno zopet z tega finančnega vidika in v tem smislu je precej ona je močan strokovnjak na tem področju in to je njena prioriteta oziroma njen fokus. Tvoje pa? Moje pa tudi to, gospodarsko. Potem sem član odbora za šolstvo in kulturo in tako naprej. Pa seveda, to so vsebinske zadeve. Poleg teh vsebinskih zadev pa osebno tudi kot predsednik lokalnega odbora vodim komunikacijo z županom, komunikacijo s člani, agenda sestankov lokalnega odbora je nekako moja ingerenca in tako naprej. No, mi potem vidimo posnetek same seje občinskega sveta, pa naši gledalci. Veliko se pa dogaja zadaj, že na teh delovnih telesih, v komisijah. Če vzamete, da je tisto, kar je da je tisto, kar je zadaj, da so pač delovna telesa. No, ne snema se to, ne? Ne snema se, ne, bi pa poudaril tukaj, da je to popolnoma odprto. Vsak občan, občanka lahko pride na katerokoli delovno telo občinskega sveta in teoretično celo lahko dobi besedo tam, ne. Tako da tudi, res, da se ne snema s kamerami, ampak to je popolnoma odprto za najširšo javnost. In prav je tako. Tako črto potegneš, kako si zadovoljen z delovanjem pa aktivnosti občinskega sveta, pa seveda s tem v vezi tudi občinskega vodstva, ki nekako potem mora izpolnjevati tisto, kar občinski svetniki sprejmete. Seveda, največkrat na predlog prav občinskega vodstva, ne?
Seveda, tukaj je neka zelo jasna konstelacija. Župan ima močno podporo oziroma zaledje, tako strani volivcev, pa seveda absolutno večino v občinskem svetu. In glede na to, da ne županuje koalicijsko, ampak samo svojo stranko, je pravzaprav glavni ali pa skoraj edini agenda setter, če po angleško rečem, se pravi, on postavlja agendo oziroma vsebino na mizo. Tako da včasih, morda imajo ljudje včasih občutek, da smo ostali svetniki ali pa svetnice morda celo pasivni, ampak v situaciji, ko imaš omejen vpliv na postavljanje agende, potem seveda se fokusiraš samo na določene vprašanja. Bila sta 2 od 25 svetnikov, kakšnih gora ne morava premikati. Lahko pa sva in tudi sva konstruktivna opozicija pravzaprav, ki veliko pametnih predlogov tudi podpreva, včasih pa jasno poveva, da tole pa ne bo šlo. In to je bil primer za ne najbolj domišljeno in ne najbolj javno razloženo podražitvijo komunalnih storitev, zaradi česar je bilo potem tudi neko, recimo temu, javno nasprotovanje. Kaj sta predlagana? No, midva sta imela predlagana takrat 2 amandmaja, s katerima sva želela, da bi pravzaprav občina večji del te podražitve prenesla na proračun, in manj na končnega uporabnika, se pravi na občanke in občane. V obliki sofinanciranja? V obliki sofinanciranja, kajti če pogledamo, če vzamemo nek prerez občinskega proračuna, občina Zagorje v bistvu večino raznih zadev in področji financira. Določene stvari celo v večinskem deležu sofinancira iz proračuna. Tukaj pa je šlo za neko situacijo, ko je prišlo do predloga podražitve in končni uporabnik je sedaj je bil tisti, ki dobi višjo položnico. Pa še dostikrat se je pokazalo napačno. Tisto je že drugo vprašanje. Tukaj je ločil samo občinsko podražitev in pa administrativno napako strani komunale. To so ločene zadeve. In ne bi metal v isti koš. Tisto že občina ne more, ampak tu pa bi lahko. Tukaj bi lahko. V prvi vrsti sva z Nataljo pričakovala, da se bomo bolj detaljno pogovorili, kako se bodo dražile komunalne storitve. Ker do neke precej opazne podražitve bo v prihodnosti prišlo. Zelo kmalu, zaradi Ceroza, torej zaradi upravljanja z odpadki v skupnem javnem podjetju Zasavskem, ki je v občini Hrastnik sicer, in tam bo neka podražitev potrebna. In kar je bila naša primarna želja, da se o tem v bistvu javno na občinskem svetu detaljno in zelo odkrito pogovorimo, zato da bodo ljudje popolnoma razumeli, kaj se dogaja. In tukaj je bil nek manko. Ja, bomo videli, zdaj kalkulacije, jaz osebno nimam, kakšna bo ta podražitev in tudi ne vem, do katere mere bo vodstvo občine to pripravljeno sofinancirati iz proračuna. Ampak tiste 2 amandmaja, ki sta bile sicer zavrnjena na seji občinskega sveta, s tem pa sva z Nataljo nekako želela, da se vsaj pove, v redu, ko bo prišlo do tiste večje podražitve, bomo toliko sofinancirali iz proračuna in v tem primeru bi mi celo podprli v bistvu tisto podražitev, če bi bila res ta slika jasna in transparentna in da bi ljudje popolnoma vedeli, kaj se bo. Ampak do tega ni prišlo. Ni bilo popolnoma, zato pa tudi niso podprli tega. No, vedno, ko se občinski svet pa vodstvo občine na nek način odloči, da bodo nekaj sofinancirali, morajo nekje vzeti. In glede na to, da je pred kratkim na občino prišlo strani države 800 000 evrov, pa še nekaj več. Če se ne motim, 840 000 evrov. Iz naslova? To so dodatna sredstva, nepričakovana sredstva, ki jih v proračunu tudi nismo predvideli. To pa je prišlo strani Ministrstva za okolje in sicer gre za sredstva, ki so bile naknadno pripoznana kot upravičena sredstva pri tem celotnem projektu čistilne naprave in kolektorskega sistema. In
recimo zdaj so ta sredstva prišla, mislim, da v enkratnem znesku, torej se je na občinskem proračunu znašlo, na občinskem računu toliko več sredstev, bi bilo pa smiselno mogoče ta prerazporeditev, ne vem, prek rebalansa za te socialne transfere, ne? Bi se strinjal, ampak kakšni so tukaj načrti, bo verjetno najbolje, da vprašaš kar župana Matjaža. Župana, tako je. Kako pa sicer kot občinski svetnik, pa kot občan gledaš na delovanje občine Zagorje, pa tudi na te uspele projekte, bolj kot neuspele projekte, ki so bili predvsem v lanskem letu nekako odprti, ne? Moj pogled na vodenje občine Zagorje je večplasten, ne? Ob tem bi najprej omenil, da občina Zagorje je nekje, mislim, da na 42. mestu po razvitosti med vsemi slovenskimi občinami. Glede na to, da je to okolje šlo čez neko precej resno in bolečo tranzicijo in gre še vedno, to niti ni tako slabo, ne? Tako da v nekem segmentu je to vodenje po mojem solidno, predvsem na teh recimo socialnih, v širšem smislu javnih politikah, kjer občina Zagorje pravzaprav nadpovprečno financira in participira razne programe. Seveda dalo bi se še marsikaj bolje pa bolj učinkovito, ampak recimo, da je to v redu, ne? Imamo tudi zelo kvalitetno predšolsko vzgojo in tako naprej. Kjer pa vidim pomanjkanje nekega bolj intenzivnega pristopa, pa je na področju gospodarstva. To pa je nadaljnji razvoj občine. Tako, to je nadaljnji razvoj občine. In kaj? Zdaj vemo, ne? Izgubili smo Svejo na nek način, ne? Ostala je pa lokacija, ne? Zgubili smo Svejo, predtem smo zgubili še kakšno tovarno in tako naprej. Seveda, marsikdo bo rekel, ne, saj župan ali pa občina ni tista, ki zagotavlja delovna mesta. Jasno, da ne. Ampak neko proaktivno politično vodstvo ene občine, a ne, v letu 2016 ali pa 2020 išče resne investitorje. Torej ne čaka, da bo nekdo prišel na občino in mogoče tudi s kakšno figo v žepu želel nekaj imeti, ampak mora občina vedeti, kakšne gospodarske investicije si želi v občini in mora občini tudi biti jasno, katere investicije bodo tudi imele najboljše učinke. Se pravi, glede na obstoječe gospodarstvo, glede na prisotno obrt v občini, da se nekako tudi v lokalne gospodarske verige ta investicija čim bolj uleže, ne, če po domače rečem. In jaz mislim, da je tega pristopa je premalo, ne. Jaz sicer župana razumem, pred 10 leti je imel dober namen s takratnim Šefenakerjem. Takrat jaz mislim, da je zelo se trudil, da bi tista investicija v Zagorju uspela. Nažalost, pri tem ni bil najbolj uspešen iz zunanjih razlogov, če tako rečem, ampak od tega je minilo 10 let. Ne? In danes, ko pogledamo v teh 10 letih, se je pač brezposelnost v Zagorju povečala, socialna slika se je poslabšala, kar pomeni, da je treba dosti več energije vložiti v te dejavnosti. Mogoče tudi v proračunu premalo sredstev namenjenih za spodbujanje gospodarstva, ne? Se tudi strinjam, ja. Smiselno vprašanje glede na teh 840 tisoč evrov, ki so prišli, kaj od tega bomo namenili. Sicer pa bo... Ne vem, kam se lahko, kje se lahko, ampak vodstvo občine že ve, ne? Jaz sem prepričan, da ve. Tako, ja. Pa tudi tisti, ki so denar nakazali, ne? Verjetno tudi potem preverjajo, zakaj se porabi. V tem neposredno ne, ker gre za upravičena sredstva, ki so prišla. Neposredno ne, ampak pod splošno, kot splošno pa je. Kaj pa lahko, glede na to, da je Stranka modernega centra tista, ki je glavna vladna stranka, ki ima nekako škarje in platno v rokah, stori v sodelovanju, recimo ti kot en vezni člen med predsednikom vlade pa med županom, vodstvom občine. Kaj lahko tu postoriš? Zdaj si me kar zelo pohvalil, ne, da sem vezni člen med županom in predsednikom. Jaz upam, da si, no. Tako neposredno ne, ker seveda tudi
tako neposredno tudi ne gre. Ne. Eno občino, v tem primeru Zagorje, pa zanimajo konkretni projekti, zelo konkretne zadeve in tukaj je bistvena komunikacija med občino in pa med posameznimi ministrstvi. Tukaj pa smo na stranki vezni člen in v smislu podpore občine Zagorje tudi jaz osebno in pa seveda tudi poslanec Marjan Dolinšek. Ne. To pa je. No, nedavno je bil minister za gospodarstvo tu v Zagorju, gospod Počivalšek. Ja, nekaj Počivalšek. projektov je, ki so sicer še v zraku ob tej novi evropski perspektivi. Ja, no nekaj je vezano na samo evropsko perspektivo, nekaj pa tudi na širšo podporo ministrstva ali pa če vzameva te vlade. A ne. Jaz bi najprej generalno omenil. Prepričan sem, da je ta vlada Zagorju zelo naklonjena. Ne? In to lahko povem, recimo, nisem v vladi, tako da rečem to iz druge roke. Ne? Sem pač nekdo, ki te procese in to komunikacijo spremljam od blizu, tudi pogosto koordiniram to komunikacijo in takrat, ko je bil tukaj minister Počivalšek, smo pravzaprav mi zelo hitro ta obisk tudi uredili. Ne? In tukaj zadaj pomagamo, odpiramo vrata. Ves, ne? Ja, odpiramo vrata in pravzaprav navzven želimo Zagorjani nastopati kot čeprav smo v različnih političnih strankah, ne, želimo nastopati kot eni zreli, enotni ljudje, ki vemo, kaj je interes Zagorja. Ne? In jaz mislim, da nam to kar solidno uspeva. No in če greva malce širše, tudi dr. Gašperšič je tudi iz vaše stranke, ne, oziroma minister iz vaše kvote, ne, če tako rečeva, in je tudi kar aktivno se vključil v reševanje problematike podora skal v Trbolah. Absolutno. In ta zadeva je zdaj zaključena. Se pa sočasno je tudi seznanil, kako slaba je pa ta rezervna varianta Trbole Zagorja, ne, če je Slačnik. Ne. Tudi to se bo nekaj v teh dneh reševalo, ampak problem je denar. Ne. Verjetno je problem denar, čeprav konkretno bi težko komentiral. Ne. To bi moral minister povedati konkretno. Kakšno je tvoje delo v stranki Modernega centra? Ti si zaposlen v stranki. Delam za stranko. Delaš za stranko. Ja. Ja. Kakšno je tvoje delo? Kje si najbolj aktiven? Tisto glavno, kar delam, je pravzaprav vezano na mednarodno delovanje stranke Modernega centra. Se pravi na evropskem področju in tudi na globalnem. Ko sva zadnjič sedela na kavici v baru Sedmica, mislim, da si se vrnil iz Lizbone, ne? Ampak to je bilo že kar nekaj časa nazaj. Leto, ne? Takrat, ko se je stranka sprejemala nekako v to grupacijo liberalnih strank. Ne? Tako je. SMC je polnopravna članica ALDE, Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, in jaz sem pravzaprav v tem segmentu aktiven od samega začetka. Čisto konkretno, ne, če omenim tistega, mislim, da je bil 7. ali 10. oktober 2014, ko se je pač zaključila lokalna kampanja, ne? Na nedeljo so bile volitve, na ponedeljek pa sem recimo sedel pri podpredsedniku Milanu Brglezu in sem mu dal na mizo papir, en list papirja z argumenti, zakaj bi bilo dobro, da SMC vstopi v to tretjo največjo evropsko stranko. Ne? In potem je vodstvo stranke nekako to akceptiralo. Seveda ne samo zaradi mene. Čeprav so bile verjetno vabila, glede na to, da je to sredinska stranka, verjetno tako iz recimo socialističnega bloka kot ljudskega bloka, ne? Pa glede na to, da ste vladajoča stranka, ne? Seveda, jaz si predstavljam, da bi si kdo želel morda takrat drugačne odločitve, ampak dejstvo je bilo, da je bila to daleč najpametnejša odločitev iz mnogih razlogov. Tako iz domačih političnih, kot seveda tudi iz evropskih. Šlo se gladko pri sprejemu, ker glede na to, da so tudi recimo konkurenčne slovenske stranke v tej grupaciji, ne? No, seveda, če damo ne rekovajo konkurenčne. Seveda, in povsod so tudi bile že prej, ne? In če najprej te razloge na kratko razložimo, ne? V EPP-ju, torej v Evropski ljudski stranki, so članice Nova Slovenija, SDS, SLS. Seveda SMC v štartu niti ideološko ne paše v ta blok. To
To je nekako bilo kar precej jasno, čeprav si morda kak posameznik je razmišljal o tem, ampak resnega razmisleka, da bi šel SMC v EPP, seveda ni bilo. In tudi te tri stranke bi na domačem političnem področju seveda povzročale velike težave, če bi do takšne odločitve. Ne bi bile za, verjetno. Ne bi bile za in tudi možnost veta bi imele. In bi imele tudi možnost veta, tako da to je bilo avtomatično nemogoče. In jaz sem to tudi takrat jasno povedal, da to ni opcija. Na drugi strani je zelo podobno z socialdemokrati, kjer je seveda SD, torej z evropskimi socialdemokrati in oni imajo enaka pravila ali pa zelo podobna pravila kot evropski konzervativci in tam bi SMC dobil blokado strani SD-ja. Kljub temu, da je to vladna stranka bila takrat. Ja, ampak to ni tako bistveno. Oni bi lahko rekli, dobro, smo v koaliciji. Zgubili bi primat, recimo. Ja, ampak, a veste, vse na koncu ne gre samo za to, kam bi malo šel, ker se ti zdi fajn tam, ne? Zopet te vikam, ne? Ampak, a veš, gre za to, da je prav, da deluješ tam in zasleduješ interese tam, kamor pač najbolj pašeš. In to je bil ALDE. In je šlo vse gladko? Ni šlo vse gladko. To je bilo v Lizboni, smo takrat trije smo bili strani stranke poslani kot delegati pri pristopanju v Lizboni, ker je bil kongres stranke ALDE in takrat so bila določena vprašanja glede na to, koliko pa je SMC v resnici liberalna in vrteli smo se okrog vprašanja pravic istospolnih parov. No, kasnejši dogodki so seveda jasno pokazali, da v tem smislu smo liberalna stranka, da podpiramo izenačevanje pravic in če samo povem, kaj se je zgodilo potem pol leta kasneje na svetu ALDE v Oslu, kjer je sicer moj zelo dober prijatelj, bivši predsednik Sir Graham Watson, pred vsemi delegati povedal, kaj je dosegla takrat SMC v državnem zboru in sicer sprejetje, torej popolna izenačitev pravic, vseh pravic istospolnih, ki je pač ena od mnogih manjšin v družbi. In med zahodnimi Evropejci je bilo to zelo, zelo pozitivno in z nekim izjemnim spoštovanjem tudi sprejeto. Tako da na tistem mestu oziroma smo vsi, ki smo bili prisotni strani SMC-ja, pravzaprav poželi stoječe ovacije. Ampak na Zahodu to tako razumejo, ker pri nas pa smo seveda še rabimo nekaj let očitno. Torej, to evropsko delovanje je nekako prioriteta. Pogosto si tudi v Bruslju. Teden pred tem dogodkom si tudi bil, pred tem strašnim dogodkom turističnega napada. Ja, torej, to se je zgodilo na ponedeljek zjutraj, prejšnji teden, jaz sem pa en teden prej bil tam, 3 dni. Na sredo zvečer sem šel nazaj, skrešil sem za celih 5 dni ta grozen dogodek. Ampak veš kako je, na cesti pa včasih za 5 minut zgrešimo. Tako da to ni nekaj. Te pa na nek način bolj se te dotakne, ker si tam, točno veš, kje je bombo razneslo, za katerim šalterjem in potem razmišljaš o tem in tako naprej. Kakšen pa je tvoj pogled, pa tudi pogled stranke na to vrstne dogodke, ki smo jim žal priča po celem svetu, ne samo v Evropi, tudi v Pakistanu, recimo, nekaj podobnega. V Lahoru, ja. V Lahoru se je pravzaprav še bolj grozna zadeva zgodila. Tam je pravzaprav prišlo do samomorilskega napada pred otroškim igriščem, kar je nekaj nedoumljivega za nas normalne ljudi. No takole, če se pogovarjava o tem racionalno, bi jaz rekel sledeče. Terorističnih napadov v Evropi, če se omejim samo na Evropo, je danes bistveno manj, kot jih je bilo v prvi polovici 90-ih let in še dosti manj, kot jih je bilo v drugi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja. Takrat je bilo največ terorističnih napadov v Evropi. Je pa res, razlogi politični so bili malce drugačni.
Ti napadi so bili po Evropi razpršeni recimo na Severno Irsko, na Korziko, na Baskijo in tako naprej. Čisto za vse nismo zvedeli, ne? Tudi, Ni bilo teh mobilnih naprav, pametnih. Tako, naslednji argument, pa je na Italijo in tako naprej. Ampak danes je toliko medijskih kanalov, tega medijskega bombardiranja, da pravzaprav novica pride na 1000 načinov iz vseh koncev neba ali pa zraka, če tako rečem. In imajo ljudje občutek, da je tega več. V resnici pa je tega manj, kot je bilo takrat. Tako da nekaj je ta medijsko-politični vtis, ki ga nek običajen državljan dobi, nekaj pa je realnost. Kako varna je Slovenija po tvojem? Slovenija je v resnici zelo varna država, to je treba poudariti. In tukaj bi tudi ven potegnil resno analizo World Economic Foruma, se pravi Svetovnega gospodarskega foruma, ki vsako leto zaseda v Davosu v Švici. Letno poročilo za 2014 pravi, da je bila tisto leto Slovenija v smislu tveganja terorističnih napadov najbolj varna država na svetu. Najbolj varna država na svetu. In to se ni kaj drastično poslabšalo. Na pamet, nažalost, ne vem, kako je bilo potem s tem poročilom za leto 2015, ampak že to nekaj pove. Tako da, bi rekel, vprašanje varnosti ali pa kriminala v Sloveniji, še enkrat, Slovenija je precej varna država. V zadnjih 15 ali pa 20 letih, kolikor mi je znano, je predvsem mladinski kriminal tisti, ki je rahlo narasel, ostale oblike pa ne. In zdaj, če sem zelo odkrit, največ nevarnosti ali pa tveganja za tako ali drugačno nasilje v Sloveniji pravzaprav izhaja iz družin. Največ nasilja, umorov in tega se dogaja v družinah. To je žalostno, ne? Ampak tako je. In prav bi bilo, da politiki o tem začnejo ali pa začnemo malo bolj povezano govoriti. Tako kot sam opažam na severu pa na zahodu Evrope, povejo stvari takšne, kot so. V kombinaciji z prekomernim alkoholizmom, ki je v Sloveniji razširjen, in z določenimi težavami, ki jih ljudje lahko imajo, je pravzaprav največja nevarnost priti doma. Kako sam, pa se verjetno deliš mnenje stranko, gledaš na to migrantsko problematiko, na to množico ljudi, ki so šli skozi Slovenijo, dostikrat tudi brez kakšne zahtevnejše kontrole, glede na to, da smo šengenska meja, pa če bi recimo v Slovenijo želel priti nek turist iz Srbije, ga pregledajo na meji. Turist ali terorist? Turist, recimo pri migrantih je bilo pa to bolj koridor, nesreči, lahko rečem, k sreči, so šli izven, Koridor, ja, ampak Slovenija je ves čas uspešno menedžirala ta tok, Se ti zdi? Sem prepričan. Seveda določene vsebinske, tehnične ali pa te težave organizacijske so bile v prvih dneh, kar je logično, ampak zelo hitro je Slovenija vzpostavila precejšen red na tem področju. In tudi, če pogledamo, kaj se je z vsemi temi nesrečnimi ljudmi dogajalo, je treba poudariti, niti enega incidenta ni bilo med vsemi temi begunci oziroma azilanti in med domačo populacijo. Na začetku, ko se je balkanska pot odprla oziroma preusmerila preko Slovenije. Ko se je Madžarska zaprla. Madžarska zaprla, takrat je sicer bilo so neke manjše napetosti tam pri Brežicah, ampak to se je zelo hitro uredilo. Ampak po drugi strani, ko se je Madžarska zaprla, je bil to znak, da se bo ta pot preusmerila zelo verjetno proti Sloveniji in se je. In takrat nekaj mesecev ali pa mesec, dva se ni nič govorilo, da bo Slovenija kaj podobnega storila kot Madžarska in je potem postavila ograje. Tehnično vero. Tukaj je velika razlika. Madžarska je prvič, ko so ljudje nekontrolirano prihajali na Madžarsko, s temi ljudmi ni ravnala humano, niti solidarno. No, to Slovenija zagotovo je. To je prva bistvena razlika. Se pravi, slovenske oblasti so bile do teh ljudi zelo korektne in vedno so obstajala neka jasna pravila igre. Na Madžarskem to ni bilo dejstvo.
Potem pa, ko je Madžarska zaprla mejo, je prišlo pa do preusmeritve toka, ampak Madžarska je zaprla mejo v celoti. Slovenija nikoli ni zaprla meje. To je pomemben detajl. In to je bilo treba tudi takrat, ko je prišlo do postavitve teh tehničnih ovir, tudi potrebno razlagati po Evropi. Ampak to je bistvena razlika. Vstopne točke v Sloveniji so bile jasne, odprte in pravila sprejemanja in upravljanja s tem migrantskim tokom so bila jasna in uspešno menedžirana. Bi pa tukaj poudaril še eno zelo pomembno dejstvo. Precej kritike tudi v slovenski javnosti je bilo na dejstvo, da so te tehnične ovire, ki so zdaj že v precejšnji meri zamenjane, da je bila ta žica. Žica, žiletka mi je, jaz rečem. Ampak je pa mogoče tudi potem drugo vprašanje. To je nekdo kupil, zdaj pa to dajemo stran, pa kupujemo novo. Najprej temeljno, oprosti, ker te takole. Ampak temeljno vprašanje tukaj je, zakaj je prišlo do hitre postavitve pravzaprav cenovno najbolj ugodnih ovir. Zaradi tega, ker s prejšnjo hrvaško vlado, ki je bila tik pred volitvami, naš predsednik Miro Cerar z vsem trudom in potrpežljivostjo preprosto ni mogel korektno sodelovati. In zgodilo se celo na neki točki, da je prejšnji premier hrvaški Zoran Milanović mu preprosto rekel po telefonu, vi lahko naredite, kar hočete, mi bomo jutri spustili 5-6 tisoč ljudi sred noči v Belo krajino, vi se pokvarjate z njimi. Torej, ta odnos je bil prisoten. In Slovenija je želela pač resno s temi ljudmi v prvi vrsti humanitarno, solidarno, pa potem seveda tudi do neke mere nevarnostno, ustrezno upravljati. In jaz mislim, da je pri tem bila ves čas uspešna. Potrditev tega, kar govorim, je pa tista nočna slika enega slovenskega helikopterja, ko so Hrvati kar spustili ljudi, pravzaprav, da so tekli dobesedno v Slovenijo. Ampak z ljudmi se tako ne dela. Treba je koordinirati, se dogovoriti kot neki resni in odrasli sosedje in tako tudi upravljati. Tako da zaradi politično ne najbolj stabilnih sogovornikov na Hrvaškem je do tega prišlo. In treba je bilo to narediti hitro in naredilo se je cenovno najbolj ugodno, je pa res, torej s to žico, je pa res, da je pa to imelo neko negativno politično simboliko, sred Evrope postavljati žico. In tega se seveda vsi zavedamo, še najbolj pa predsednik vlade, zato tudi prihaja do hitre zamenjave teh. Ki je bolj humana, ne? Normalna. Pa nekaj časa bo še ostala, ker nekateri pravijo, da se ta migrantski val zagotovo ni ustavil, ne? Čeprav, če po drugi strani pogledamo, sirska vojska, vsaj tam, ki je nekako izvor, nekako zdaj spet osvaja nazaj tisto ozemlja, ki jih je izgubila strani ISIS-a, ne? To je zelo, to je zdaj... Mir pa še ni, ne? Mira pa še ni, ne? To je zdaj kar 4 ali pa 5 pomembnih vprašanj si pravzaprav naenkrat izpostavil, ne? No, jaz mislim, da takšnega begunskega toka, kot se je zgodil na nek način nekontrolirano čez Zahodni Balkan in Slovenijo naprej, da tega na tak način ne bo več. Se bo pa treba zelo resno ukvarjati z migracijami. Namreč nekaj so migracije iz vojnih območij in tukaj treba poudariti, da je bilo teh ljudi, ki še vedno poskušajo priti v Evropo, da jih je okrog 90% iz vojnih območij ali pa varnostno izjemno nestabilnih območij. To pomeni Sirija, Irak, Afganistan. 90%. Pakistan, mogoče, ja. Pakistan že pravzaprav trenutno ne sodi v to kategorijo, pa vendar. In to je eno in drugo, pomembna distinkcija se mi zdi, nekateri pravijo, teroristi bodo prišli s temi ljudmi. Veste, ni tako, oziroma veš, ni tako. Terorist je vedno prišel čez frankfurtsko letališče, ker je imel denar, ker je imel vsa sredstva. Ti ljudje pa bežijo pred terorizmom, bežijo pred smrtjo, bežijo pred uničenjem. In na prvem mestu je tukaj solidarnost, nacionalna, posamezna človeška solidarnost, evropska solidarnost, ki je nažalost premalo v tem trenutku. In potem se seveda pogovarjamo tudi o varnostnih vprašanjih, ki so s tem povezana. Bo pa potrebno spregovoriti tudi o integracijski sposobnosti posameznih
držav članic Evropske unije. Doslej so šli mimo Slovenije, zdaj se že vračajo, ne? Nekaj azilantov je že ostalo v Sloveniji, pa verjetno jih bo še nekaj, pa posameznik prestopi, črni prestopi prek meje, ne? Nelegalni recimo, ne? Zdaj jih je bilo nekaj na Primorskem. Zelo malo, ne? Zelo malo, Izjemno ampak malo. nekaj jih bo, za te bo treba poskrbeti. Kje? Tudi v Zasavju? Ne vem. Zaenkrat mislim, da nobenega predloga na to temo ni bilo, ampak teh ljudi bo pravzaprav relativno malo. Ne? To se pogovarjamo za celo Slovenijo mogoče o nekaj tisoč ljudeh in jaz mislim, da ne več. Tako da ni tukaj vprašanje, zdaj bo pa to masa nekih ljudi, ki bodo spreminjali vrednote in tako naprej. To so umetna vprašanja, to so umetni strahovi. Ne? To nima z realnostjo pravzaprav popolnoma nobene veze. Kaj pričakuješ v naslednjem letu ali pa zdaj prihaja poletje? Se bo to preusmerilo, ta val, begunski val, ki je še, ne, v Turčiji je še veliko, ne, tudi v Makedoniji, kam drugam, ne vem, druge države, ali bo še vedno, bojo poskušali iskati pot tudi prek Slovenije? No, v tem trenutku prihaja do uresničitve dogovora med Evropsko unijo in Turčijo. Ampak enega vrnemo nazaj, mi damo drugega vam, ne? Tako je ta dogovor. Do ene mere, ampak to je precej poenostavljeno, ne, če pogledamo cel dogovor. Ampak redko kdo je zadovoljen s tem dogovorom? Ja, sej pri tej problematiki so opažam, da tudi Erdogan pa Turčija del problema, ne? Jaz se strinjam, da je. Ne. Ravno tako, kot je Rusija v tem primeru problema. Ne? Tukaj se tako Turčija kot Rusija pravzaprav v geopolitičnem smislu igrata Sirijo z vsemi temi ljudmi in pravzaprav tudi na nek način poskušata šahirati z Evropsko unijo, s tem begunskim tokom. In treba je odkrito povedati, sej Turki, pa tudi Rusi do ene mere na severu, do Skandinavije, v prvi vrsti pa Turki, so to pravzaprav dozirali in uporabljali ta begunski tok, ki so ga sami spodbudili tudi, zato, da v bistvu imajo boljše izhodišče pri pogajanjih z Evropsko unijo na mnogih vprašanjih. Tudi okrog Ukrajine, ne? Tudi, zaradi tega sem pa... Zdaj se kar pozabilo na Ukrajino. Ja, ampak zato sem prej omenil, zakaj je korak naprej ta dogovor s Turčijo. Čeprav je kritiziran strani mnogih, da je nedorečen, da pravzaprav ne rešuje tega temeljnega vprašanja, kaj z vsemi temi nesrečnimi ljudmi početi, pa vendar je nek korak k vsaj zasilni ali pa začasni stabilizaciji razmer. Tako da v tem smislu bi ga jaz optimistično pozdravil in želel, da bo uspešen in da je to tudi prvi korak k dolgoročni rešitvi tega vprašanja. Sva se dovolj vrtela okrog migracij? Kakor želiš, ja, se še naprej pogovarjamo. Greva še na pitno vodo. Veliko se govori, Slovenija je bogata. Saj sem že malce žejen, ker tako govori. Slovenija je bogata tako z gozdovi, bogata je tudi s pitno vodo, zdravo pitno vodo, ne? Pravijo, da je tista izpod pipe bistveno bolj zdrava kot vsaka plastenka. Bo še naprej tako? Ja, jaz mislim, da mora biti. Najprej ta globalna perspektiva, ko so že bila pri teh mednarodnih vprašanjih. Slovenci včasih ne vemo točno, kaj pravzaprav imamo. To čisto okolje, ta čista narava, neokrnjena narava in predvsem ena od glavnih dobrin, čista, torej pitna, zelo kvalitetna voda, je tisto, kar je ena od največjih strateških prednosti te države in te družbe. In v skladu s tem se moramo tudi obnašati. In če preidem na konkretno pobudo, da je treba pravico do dostopa do pitne vode pač opredeliti kot ustavno kategorijo, jaz to podpiram. In tudi večina ljudi v stranki to podpira. Diskusija še poteka, ampak velika večina to podpira. Bi bil to samostojni člen v ustavi? To bi moral vprašati kakšnega pravnika, kako točno bi bilo... Dvotretjinsko večino v državnem zboru, jaz sem prepričan, oziroma si želim, da bo. Ki jo koalicija skoraj da ima, ne?
pa še Združeno levico zraven. Pa se verjetno tudi kakšne druge stranke ne nasprotujejo temu. Misliš, da bo to uspelo, da se to zapiše? SDS se ne strinja s tem, toliko vem. Za Novo Slovenijo v tem trenutku nisem prepričan, ostali pa so temu zelo naklonjeni. In kaj bo, če bo to zapisano v ustavi, kaj bo to pomenilo? Mnenja, kaj to konkretno pomeni, so seveda različna. Nekateri pravijo, da pravzaprav ničesar ne spremeni, ker pravzaprav ta pravica tako ali tako v Sloveniji obstaja in je urejena na zakonski in podzakonski ravni. In ta tisti ljudje to primerjajo pravzaprav z ustavno kategorijo, da je Slovenija socialna država. V ustavi piše, Slovenija je socialna država. Ok, ampak kaj pa to zdaj konkretno pomeni? Če nekdo zgubi službo, se ne more sklicevati na ustavo. Se pravi, teh tehničnih vedno za koga ni, ne? Seveda, teh tehničnih vprašanj, dilem in pomislekov je kar nekaj, ampak v redu je, da je to v pravnem smislu, da je to ustavna kategorija, v nekem dolgoročnem strateškem smislu. Kot drugo pa je tudi jasno sporočilo slovenske politike državljanom, da ta politika na čelu s SMC-jem, in prepričan sem, da bo na koncu tudi takšno stališče v naši stranki, to absolutno podpira in da bodo tudi državnozborski glasovi naše stranke šli 100% to podporo. Zakaj pa je potrebno to storiti? So kakšne težnje, da bi se... Dileme so, recimo, veste, predstavljati si eno korporacijo, ki kupi slovensko podjetje. Vzamemo recimo Heineken, ki je kupil pivovarno Laško. Torej, Heineken ima s koncesijo dovoljenje, da na dan porabi ne vem koliko hektolitrov pitne vode za proizvodnjo piva. In treba je jasno razmejiti, kaj je uporaba te vode, kaj pa je v bistvu, kdo pa v resnici ravna samim virom pitne vode. Tako da tukaj so te dileme tudi in vprašanja, ampak pravica, pa ne samo pravica, ampak dejansko pripoznanje, da je pitna voda ena od temeljnih dobrin te družbe in države, na ustavni ravni je širše tudi simbolično politično sporočilo. Včasih je kakšna stvar žalostna, da se mora zakonsko opredeliti, ki je nekako vsem normalna in se jemlje kot nekaj čisto normalnega, tako kot naprimer uporaba slovenskega jezika v javnosti, uporaba slovenske glasbe, pa je treba za to recimo zakon napisati, da nas more zakon nekako spodbuditi, da ravnamo slovensko. Drži. Sicer glasba je že neko drugo področje, mogoče z drugačnimi nastavki ali pa, jaz bi rekel, v resnici z manj pomembnimi detajli, če sem čisto iskren. Ampak kar se tiče pa vode, milijarda ljudi nima dostopa do pitne vode. No pa zadnjič sem bral en intervju našega športnika, ki igra nogomet v Kuvajtu, in ne vem, mislim, da je dejal 4 evre, sicer so plače više, ampak 4 evre je ena plastenka, pol litra. Tako da, pa skoraj da druge ne moreš piti, kot iz plastenke. To je ta prednost naša, da lahko natočiš kadarkoli želiš. Še zadnje vprašanje, preden zaključiva prvo od 8 oddaj Stranko modernega centra, za katero smo se nekako dogovorili. Me zanima, kako ti gledaš na tiste 3 zasavske poslance, ki si jim nekako tudi ti sam pomagal, da so prišli v državni zbor. Si zadovoljen z njihovo aktivnostjo, z njihovim delom kot poslanca, poslanke? Po pravici povedano, čisto vsega, kar oni delajo, preprosto nimam časa spremljati intenzivno. Tako da bi težko za vsakega posebej rekel, ampak jaz bi tukaj predvsem izpostavil zagorskega poslanca Marjana Dolinška, ki je zelo aktiven in je, recimo, imamo celo tako imenovan Dolinškov zakon. Torej državni praznik ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz države jeseni 1991. Tako da naš poslanec ima svoj zakon in to je prvič. Škoda je samo, ker ni dela prost dan, ne? No, to je že drugo vprašanje. Recimo, da je škoda, ampak nič hudega.
Torej, to je eno. Seveda, to jaz rečem, kakšen gospodarstvenik bi pa dejal drugače. Stroški, ne? To pa ne. Vedno so želje na obeh straneh. Marjan je tudi na odborih Državnega zbora zelo aktiven, v poslanski skupini, ki sicer niso javni sestanki, tam je zelo aktiven. Vem, da veliko komunicira tudi s poslanci drugih strank, ni zaprt. On je odprt, on je v tem smislu odprt in je zelo aktiven in zelo dobro sodeluje. Se sebe vidiš tudi kot kdaj poslanca? Ne vem, lahko. S temi stvarmi pravzaprav ne razmišljam na ta način. Neka konkretna funkcija, jaz mislim, da je to posledica dobrega delovanja pa nekih izkušenj in ne toliko kot cilj. Torej, biti poslanec Državnega zbora zame je lahko eden od ciljev, ampak ni bistveno. Morda, ne vem. No, predsednik države, gospod Borut Pahor, je ocenil vojsko v mirnem, recimo zdaj, ko je mir z dvojko, v primeru vojne s enko, torej s pripravljenostjo pa z vsem tistim, kar sodi zraven. Kako pa bi ti ocenil delo slovenske vlade, ki jo vodi tvoja stranka, Stranka modernega centra? Najprej, glede na Pahorjevo oziroma predsednikovo oceno, super bi bilo, da bi on tudi hkrati povedal, kje naj denar vzamemo za to, da bomo razvijali vojsko. Koliko vem, ga je bilo odškrtenega najbolj prav v času vodenja vlade, ko je sam vodil vlado. Točno tako. Tudi vedno so dve resnice. Zadnje 4 vlade so pravzaprav, razen zadnje, v bistvu Cerarjeva vlada ni zmanjševala sredstva za vojsko, ker nimaš kaj več zmanjšati. Iskreno povedano, ampak prejšnje 3 vlade so pa pravzaprav nekako zmanjševale to. Tako da ta predsednikova ocena, da je vojska v takem stanju, sam je pa takrat tudi kot predsednik vlade nižal ta sredstva, se mi zdi v redu. Seveda nujna ocena, ampak potem je treba tudi povedati, da je pa vlada tista, ki bo morala pa nek ta denar dobiti. In zdaj si predstavljate vse sindikate, torej javni sektor in vse ostalo. Govori se pa okrog 50 milijonov za to hitro gašenje požara. In vsem ugoditi naenkrat je zelo težko. Bi pa pri tem omenil, da, ko si me ravno vprašal, kako ocenjujem vlado. Vlada je, torej, z absolutno večino je Državni zbor pred meseci sprejel 2-letni proračun. In to je, Slovenija se je v zadnjem letu pa pol pravzaprav stabilizirala. Slovenija je v zadnjem letu in pol izjemno dvignila ugled v Evropi, pa tudi širše. Slovenija je danes stabilna država, 2 leti nazaj pa politično ni bila stabilna, pa tudi gospodarsko ni bila tako stabilna kot danes. Tako da delo te vlade ocenjujem kot pozitivno. Seveda, marsikaj je treba... Pozitivno 2? Ne, kar več. Ne, kar več, brez skrbi. Seveda, marsikaj je treba še narediti, marsikaj bi si želeli, da bi šlo hitreje, ampak vse naenkrat pač ne gre. In tisto temeljno, torej stabilnost, sicer naporna, ampak uspešna dogovarjanja z socialnimi partnerji, podpora gospodarstvu, tako izvoznemu kot tudi domače orientiranemu, to so ene zelo pomembne stvari. In ta vlada to dosega pod vodstvom Mira Cerarja in Stranke modernega centra. Gašper, hvala vam za tokratni obisk v studio. Jaz upam, da ne bo treba čakati spet na kakšno leto, da spijeva kakšno kavico. Obljubim, da bova večkrat v stiku. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.